Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Zakulisju. Ja, tokrat bomo izvedeli, kako se kuje zlata medalja na svetovnem prvenstvu. Z nami je svetovni prvak Tilen Zajc, Živijo. Srečko Rozman, dolgoletni trener, tvoj tudi, ne? In ustanovitelj izlaškega kluba, karate kluba Pondokan Izlake. Srečko, pa bova najprej midva začela. Kako se ti spominjaš tistih začetkov? Se mimogrede še spomniš, ko si potrkal na moja vrata, sva soseda in vprašal, če bi dal svoj podpis, 8 si jih potreboval, za ustanovitev kluba Še ne Izlaka. Ja, to je, takrat pač je zakonodaja bila takšna, da si potreboval 8 podpisov čisto fizičnih oseb, so mogli iti na občino, notarsko overiti, ne, podpise, da se pač lahko registriral klub, ne, seveda. Bilo je težko, ja, zato ker se podajaš v pač, bi rekel, neznano, ne, ker ne veš, imaš službo, tudi je čisto, bi rekel, prostovoljna dejavnost, treba je pokriti stroške telovadnice, se pravi, moraš imeti nekaj članstva, da lahko dobiš sredstva, da to pokriješ, ne. Pač je bilo težko nabrati te ustanovitvene člane? Pa niti ne, no, vse so bili ljudje kar pripravljeni. Bolj sosedi? Ja, tako kot si rekel, ne, malo sosedam, malo sorodnikom, takim znancem in sem nabral. Si nabral, ne? Je bilo kar, ja. Kdaj si se pa ti spoznal s tem športom, kickboksom, ne? Ti si treniral že Ja, jaz sem začel v Zagorju pri Alojzu Miklavčiču 82. leta. Takrat sem začel s prijateljem dol trenirati, no, takrat naprej sem v tem športu. In takrat je bil že to klub borilnih veščin Pondokan Zagorje? Ja, tako. Aha. In ti kot Izlačan, dobro, bil si že verjetno toliko star, da ni to predstavljalo težave hoditi v Zagorje na trening? Ne, jaz sem bil pač, ja, jaz sem v bistvu za ta šport začel dokaj pozno trenirati, ne, jaz sem bil 25 let že takrat imel, ne, ko sem začel trenirati, sem zato začel zaradi pač samega športa, bil mi je všeč, vedno mi je bil neki šport zanimiv, da si nekaj narediš za telo pa tako naprej, ne, tukaj sploh, ker res narediš za celo telo in za dušo in za psiho, tako takrat začel trenirati. Si pri tem treniral kakšen drug šport? Ja, mali nogomet, kar dolg let, 10-15 let skoraj. Na Izlakah? Ja, ne, Mlinše. Mlinše? Ja, na Mlinšah. Še zdaj ljubezen mali nogomet? Pa je, ja. Igraš ga pa ne? Ne, grem pa rad pogledat, ja. Kako pa je bilo zdaj imeti, Alojz Miklavčič je bil klub v Zagorju, pa nekako je verjetno moral tudi on dovoliti, da si lahko klub ustanovil še potem na Izlakah. Je bil to dogovor? Ja, v bistvu je bil dogovor. Alojz me je, bi rekel, že kar 2-3 leta pred tem, ko sem ustanovil klub na Izlakah, pač nagovarjal, no, mislim, zakaj ne bi še na Izlakah imeli klub, ne. To je bila, bi rekel, ena iniciativa, druga je bila pa to, so starši hodili v Zagorje, ne, iz Izlak vozili otroke, je bilo težje, ne. 8 kilometrov avtobus? Pa mlajši otroci jih ne moreš na avtobus same kar dati, da bi šel na avtobus, pa vedno so treningi v večernih urah, ne, in koga je to odvrnilo, da bi dal otroka trenirati, ne. Pa sem razmišljal, ja, saj bi bilo, ne, saj pač znanja sem imel kar takrat že nekaj, Lojzi bi mi pomagal tudi, sam se pravim, tako kot sem že prej rekel, vedno so bili dvomi, ne, moraš imeti neko število pač članov, če hočeš pokriti telovadnico, ne, ker mi, mislim, takrat nisi kar
rekel, da pa sponzor je imel, pa mi bo pokril tisto telovadnico, ker je bil kar strošek. No. Ja, zagotovo, ne. Ja. Same članarine, prispevnine za trening pa... Tako, samo od članarine smo mogli pokriti telovadnico, ne. Srečko, Pondokvan, ne, to je ime kluba po ustanovitelju te borilne veščine, Danielu Pondu, ne. Ja. Še vedno je živ, še vedno vitalen, čeprav je že kar precej v letih, ne. Ja. On je drugač ameriški Korejec, ki živi zdaj. On je drugač po rodu Korejec, on je korejska sirota, takrat, ker je bila korejska vojna, je ostal brez staršev. Tam so ga pač najdli ameriški vojaki, so videli, da je brez staršev in so ga peljali s sabo v Ameriko, tam ga je posvojila ena družina, mislim, da se tudi piše Pond, ne, zato je pač ima takšen priimek zdaj in je začel tam pač v šolo pa hoditi. Mislim, da je bil on star takrat 4-5 let, ko so ga takrat pripeljali v Ameriko. No. Potem je pa to verzijo kickboksa nekako ustanovil, potem ki bo že v Nemčiji, ne? Pondokvan je to je njegova verzija borilne veščine, ne. On je treniral kung fu, pa taekwondo, pa... In koliko se spomnim, sta se enkrat spopadla tudi, čeprav različne kategorije, z Alojzom Miklavčičem šel v Nemčiji, ne? Nek prosti stil, ne? Tako. Vem, da je enkrat Miklavčič ena muha tam, ki nisem mogel doživega. In kljub temu, da je Pond, bi rekel, več kot za glavo manjši od Alojza, je pač ga je premagal, no. Ja. In potem je bil Alojz tisti, ki je potem prinesel to v Slovenijo in tudi na Hrvaško se mi zdi, ne? Ja. Na Hrvaškem sta bila, bi rekel, takrat, ko je Lojzi prišel, potem še ne 10 let sta bila 2 kluba, eden je bil v Zagrebi, pa eden v Jastrebarskem. No, v Jastrebarskem je še, v Zagrebi pa ni pač več, iz določenih razlogov, ne bi v tem. Ja. No, Srečo, in zdaj bom nekaj prebral, ne. Tole smo izdali ta bilten, ti si ga sicer vsako leto napisal računalniško, vseh uspehih kluba, no to je pa šlo ob 9. obletnici, takrat sem imel čas, da sem jaz vodil ta klub, ne, kot predsednik. In vsak je nekaj o sebi napisal in o tebi je bilo v tem biltenu napisano tole. Srečo je kickboksu zapisan dolga leta, z njim se je spoznal leta 1982, ko je postal član kluba borilnih veščin Pondokvan Zagorje. Svoje prvo tekmovanje je imel leto kasneje na odprtem turnirju Zagorja. V Zagorju je na tem turnirju 4 leta kasneje dosegel tudi svoj največji uspeh, osvojil je namreč prvo mesto med člani do 69 kilogramov. Zmagal je še na prvenstvu nekdanje Jugoslavije, leta 86 v Splitu in sicer med člani do 63 kilogramov. Na republiških prvenstvih je leta 89 v Ormožu osvojil prvo mesto, leta 87 pa drugo. Drugi je bil tudi na mednarodnem tekmovanju, pa še 2 leti kasneje je bil 4., 3. mesto pa je osvojil tudi v semikontaktu 86. leta v Betoviji. Bolj pomembno kot njegova tekmovalna pot je za izlaško in okoliško mladino pomembna njegova odločitev, da bo svoje bogato znanje kickboksa prenesel na mlajše rodove. Somišljeniku mu je leta 1994 na Izlakah uspelo ustanoviti klub, nekaj o tem je že povedal. Vse leta od ustanovitve do danes je Srečo nosilec črnega pasu 4. dan takrat, ne? Zdaj imaš pa že 6. dan. Najbolj zaslužen za pravi razcvet tega borilnega športa v našem okolju. Njegova zasluga je, da na Izlakah v Sloveniji in po svetu s spoštljivostjo govorijo o klubu in naših športnikih. Vzgojuje prave športnike in, kar ni nepomembno, svoje trenersko znanje je zmogel nesebično prenesti na svojega sina Miloša, ki v zadnjem letu opravlja delo glavnega trenerja in na ostale člane takratne trenerske ekipe. Srečo se je ljubiteljsko ukvarjal še s tenisom in nogometom, v zadnjih letih pa prosti čas najraje preživi na kolesu, v hribih in o poslušanju country glasbe in glasbe, ki jo izvaja Tina Turner. Še vedno? Še vedno.
Njegov najljubši pregovor je: v bolezni in nesreči prijatelja spoznaš. Med prebranimi knjigami mu je v srcu še najbolj sedla Bevkova Pastirci, med športniki pa najbolj ceni Primoža Peterko. To je bilo takrat, ne? Ja, Se še vse podpišeš? še kar. Še kar, ne? Srečo, res je pravi razcvet klub doživel v naslednjih letih, že kar kmalu na začetku, ne? Ko so se začela prva tekmovanja. Ne vem, a je bila Violeta prva, ki je osvojila kakšno medaljo? Je bila to družina Plemenitaš, kdo drugi? Urška Dolinšek? Ja, mislim, da med prvimi so bili seveda Miloš, ne? Ker je Sin. ker Miloš je že v Zagorju treniral, tudi. Ja, za Milošem je bila pa že verjetno kar Violeta, ja. Mislim, čisto natančno, zdajle si težko spomniti, ker tega je pa res veliko rezultatov, ampak ja, med prvimi mislim, da sta bila kar Violeta pa Miloš, potem pa Plemenitašovi, pa Urška, pa Jure Vetršek, po družino Ocepek. mislim, bilo je takrat res ogromno teh zelo dobrih tekmovalcev, tudi so nam bili kar dosti neušljivi, ker nam je res dobro šlo takrat od začetka. No. Odlično, ne? Ja. No, iz vseh teh tekmovanj, pa sprva v teh mladinskih kategorijah so prihajali evropski, svetovni prvaki, pa takrat v dveh verzijah, ne? Vako, Jaksa, ne? Ja. Ja, zdaj je to ena, ne? Zdaj je to ena, ja. Ker je Mislim, še večji nisem- pomen ima potem Ja. zmagati, ne? V eni Tako. združenji, ne? Tako. No, bova še midva kaj rekla, Tilen, seveda morava tudi še midva kaj, ampak jaz bi pa tudi prebral, ne? Takrat si bil pa res še Če bi že glih rad, ne. fantek, ne? To je bilo 94. leta, ne? 22. To je bilo, mislim, da leta 2000 pa neki. 2000. Tako, ti si rojen 94. Tako, leta, tako, ja, ja. Torej je bilo pa 2003. leta, ne? 9 let si bil star takrat, ne? Tilen, ki hodi v drugi razred osnovne šole na Izlakah, se je klubu priključil oktobra 2000. Zdaj upam, da je to točno, ne? Svoj prvi nastop je imel pol leta kasneje na odprtem turnirju Izlak, mimogrede, ki je še vedno, ne? Ja. Kjer je osvojil drugo mesto, naslednje leto pa celo prvo mesto. Sicer pa se Tilen lahko pohvali že tudi z naslovom državnega prvaka med dečki do 135 cm, ki ga je osvojil lani. Lani je uspešno opravil tudi izpit za zeleni pas. Poleg kickboksa rad kolesari in igra nogomet, ko ima čas, rad prebira kakšno revijo o živalih in naravi, igra računalniške igrice, starši hodijo v hribe in na sprehode. Med knjigami ga je še najbolj navdušila, se še spomniš? Ne. Mala čarovnica Lili, med športniki najbolj ceni. Mogoče je bil takrat Tomaž Barada. Pravilno, ja. In kakšen pregovor mu je najbolj všeč? Brez muje se še čevljev čevljev ne muje, boje. verjetno. Ja, evo, imaš kar dober spomin, ne? Ja, nekaj se vas Ali spomnim. glede na to, če se ne motim, da je bila takrat tvoja sestra Maša precej uspešna v tenisu, pa omenil si tenis, kako to, da si prešaltal, da nisi ostal v tenisu, da si šel v kickboks? Ja, tenis me iskreno nikoli ni glih zanimal, čeprav sem bil vpet v njega ravno zaradi sestre Maše. Sem bil velik del svojega otroštva tudi preživel ob navijanju na tekmih ali pa ob njenih treningih. Je bila zelo uspešna, ne? Je bila Perspektivna. uspešna, tako. Poškodbe potem? Ja, začele so se poškodbe in služba. Teniški komolec s kolena? Koleno. Koleno. Najhujša stvar je bila koleno, ko se je v bistvu kar nalagali poškodbo na poškodbo. Zdaj je pa to obratno, zdaj pa ona tebe spremlja, pa tudi predsednica kluba je mimogrede, ne? Ja, stoji ob strani ves čas. Če rabi kaj, se lahko vedno na novo obrnem in vedno vem, da mi bo naredila kakršnokoli uslugo oziroma mi pomagala. In po pol leta si ti že šel potem v ring, ne, na borišče, no, dobro se ni ugrajeno to. Ponavadi so nekateri potrebovali kakšno leto, pa leto in pol. Ja, jaz mislim, da je v resnici to kakšno leto več, ne? Da ni mogoče bilo po pol leta kaj tako bolj provizoriš varianta. Kakšna prijateljska tekma z Ja, Zagorja. ja. Glih kakšna resna tekma, to mislim, da še ni bila.
Ampak ja, mislim, da po letu pa pol pa so se že začele ta prave tekme. Si prvi dvoboj imaš v spominu dobil? Čist prvi dvoboj, mislim, da je bil prijateljski dvoboj, ravno mislim, v zagorskem klubu, sem pogorel na celi črt, sem zgubil gladko. Pa te ni to spravilo na tla? Ni, očitno ne. Ne. Jaz vem, da si imel ti svoj čas kar probleme z nosem, ne? Ja, Krvavenja? Tako je. Glede na to, da smo kontaktni šport, je to precej zoprna poškodba. Veliko tekem, veliko finalov sem izgubil že zaradi mojega nosa. Živo se spomnim finale svetovnega pokala, ne vem, kjerega leta je bil. Vodil sem 5-1, praktično pol minute do konca, skoraj dobljena borba. Dobil sem udarc, Karavito se v 2 minutah ni ustavila in sem preprosto izgubil. To težavo sem mogoče delno rešil, se da bom preveč hvalil, ampak je zadnjih par let ni bilo treba prodati borbe zaradi mojega nosa. Kar dokazujejo tudi pokali, ne? To sta sam tista dva najbolj pomembna, ne? Ja. Prvo svetovno prvenstvo, kjer si postal prvak, ne? Tako je, prvo svetovno prvenstvo Madžarska 2017 in zadnje aktualno svetovno prvenstvo Italija. Pred kratkim, ne? Pred kratkim, ne. Kdaj pa so se začeli tvoji uspehi? Zdaj, koliko vem, si ti kar naprej državni prvak. Ja, mislim, da po 2 letih, da je bila že prva mednarodna tekma, katero sem zmagal. To je, mislim, da je bila takrat Kutina, predvsem močen božični turnir je to veljal. In takrat je bil kar boom, ne, je bila fejst motivacija zame. Mislim, da pa poletje prej sem pa na državnem, to, ko je bilo omenjeno, Na Izlakah? ne, v Zagorju, na tržnici, se mogoče še ti spomniš, takratne razmere, dehidracija, krvave žulje. In to je bilo moje prvo državno prvenstvo, katerega sem zmagal. Ja, tiste so bile res zanimive. Vročina. Ja, bilo je tekmovanje Zračenje. konec junija na zagorski tržnici. Borili smo se sredi največje vročine. Vem, da sem prišel do finala, vmes smo šli domov. Doma nisem želel povedati, da imam krvave žulje, zato da ne bi preveč skrbel. Potem sem prišel nazaj, mislim, da ti celo me vprašal, če imam kakšne žulje, in jaz sem tiste žulje pokazal in so vsi začeli zgražati. Na kar smo ugotovili, da jih ima veliko to problem, ker so se nam zažgale blazince dobesedno. Poleg dehidracije, ko smo vsi čisto fertik, premalo pili, ravno zaradi vročine in potenja konstantnega. No, prej, ko sem prebral tisto o Srečotu, da drugi klubi spoštljivostjo govorijo o izlaškem klubu. Tudi ti to čutiš, ko hodiš na mednarodne tekmovanja? Saj največkrat greš s Srečotom, ne? Spoštovanje še vedno opazim, no. V bistvu, ker imamo kakor to konstantne rezultate, konstantne uspehe, nekako delujemo tudi kot nek normalen klub, dostopen, tekmovalci, borci smo dostopni do vsakega, z vsakim lahko govorimo, z vsakim se lahko kaj pohecamo, noben ni ekstra prepotenten, vzvišen, tako kot mogoče kjer zraste po vseh teh uspehih. In mislim tudi, da je to ena naša odlika, za katere nas tudi po svetu, lahko rečem, spoštujejo. Omenil si Tomaža Barado, si imel pa v klubu kakšnega vzornika, ne vem, da ti bil njegov stil pri srcu? Ja, v klubu je bilo okoli mene en kup enih dobrih borcev, v bistvu, ko so me tepli cel čas, dokler sem gor rasel, takrat mi to najbolj ni bilo všeč, ampak sem kmalu gotovo, da ko se s toliko dobrimi borim, da tudi če kdaj kakšen udarec sprejmem več na treningi, vidim, da sem toliko močnejši na tekmah. Takrat se v živo spomnim borb z Juretom Vetrškom, Markom Razpotnikom, Ocepki, Gregorjem Andrejem. Vsi visoki, ne? Vsi visoki, vsi veliki, vsi težji, starejši od mene. Pa Saša Plemenitaš? Saša Plemenitaš še vedno mal. Tako da, to so vsi dobri borci, ki so bili takrat in so mene spravili kakšno stopničko višji že takrat. Zdaj, tele, ki si omenil, ne, se mi zdi, da nobeden ni več v kickboksu, ne?
Ne, nekateri so se preselili sem tja. Miloš konstantno kot glavni trener in en izmed teh, kateri še vedno klub drži gor, da trenira praktično prvo in drugo skupino že vrsto let, kateremu gre ena velika zahvala in vsa čast za delo, ki ga opravlja. Se pa Jure Vetršek še kdaj pa kdaj pojavi v klubu in tudi na treningu, tudi Maja še kdaj pride. Jure denimo tudi svojo hčerko vpisal, tako da tudi ona trenira. In ja, to se ima ponavlja. Nekateri še ostajajo. Srečo, res je bilo veliko asov in asin v izlaškem klubu. Kaj si pa ti videl o Tilnu, ko je prišel v klub? Si nekako pričakoval tako uspešno kariero? Ja, Se to je težko reči, ne? To je težko reči, ja. Mislim, naš koncept je bil vedno, ne. Tisti prej sta omenila, da je po pol leta že tekmoval, to ne more držati, ne. Zato, ja, kakšno tako, bi rekel, šparing borbo, pa kaj takega. Včasih je bilo kaj z Zagorjem, ja. Ja, tako. Ker pri nas je načelo še zdaj, ne, da najprej se eno leto trenira, da neke osnove dobijo, tehnik pa tako naprej. Naredijo rumen pas, pač kjer ga naredijo, potem grejo šele na tekme, takšne lažje tekme, ne. To je pač naš koncept in vedno bo. Čeprav je to pol kontakt, ne? Včasih je rekel semi kontakt, ne? Včasih je bilo, zdaj je to že mačke bolj grobo. Bolj na ful igra? Zdaj ga že kar na ful, ja. Če ne udariš v enih, potem že točke dostikrat ne dobiš, ne. Pri Tiljanu je bilo pa tako, ne, pač kakor pri vseh ostalih, dokaj hitro je usvajal te tehnike, pokazalo se je, da je pač razgiban, vse mu je šlo fajn, bil je predispozicije imel dobre, velik, ni bil, ko bi rekel, dolge noge. To je dobro, ne? To je dobro v tem športu, ja. V klubu, vsaj meni kot laiku, kljub temu, da sem bil 4 leta predsednik, ne, sem čisti laik v tem športu, ampak ko sem spremljal na teh tekmovanjih druge klube, se mi zdi, da je značilnost izlaškega kluba zelo dobro delo z nogami, ne. Ja, pa dosti razgiban smo mi, smo proti kakšnim ostalim, to definitivno drži, recimo pri nas špaga ni pogoj, ne, ampak se trudimo, da imamo skoraj vsak, ne, pa in s tem je lažje pa delati, ne, kakor To smo mi, razgibavanje in tako naprej, ne. Kisoški nogometaši enkrat opazili, sem jaz, ko sem igral še za člane, enkrat pripeljal ekipo kickboksarjev, da so nam pokazali raztezne vaje in nas je bilo kar malce sram, ne. Mi trdi, ne, ko kamen. Ja, pač je drugačen šport, ne, Ja. pač. Tukaj so vzporednice drugačne, ja, mislim. Kako pa se je skozi vsa leta finančno pokril klub? Prej si dejal, seveda, več je članov, več je potem prispevnin za trening, ne, mogoče tudi, ko uspehi pridejo, kakšen sponzor se kje pojavi, ampak vseeno, tekmovanja so draga, nastanitev v hotelih, prijavnine na tekmovanje. Fantje, dekleta pa morajo na tekme, ne. Ja, kako je s tem, že od samega začetka vsi delamo pač čist na prostovoljni bazi, to sam tudi poznaš, so ta leta. V bistvu je bila največji, bi rekel, prihodek je od članarin, ne. Tukaj poberemo od članov, tako in tako vse tudi nazaj gre k njim pol, ne, od tega pokrivamo telovadnico, zdaj sicer imamo dogovor drugačen z občino, ampak do Par let nazaj, ne. 5 let nazaj, ja, do takrat smo pa mi to mesečno vse plačevali direktno iz našega tekočega računa na šolo, ne. In si mogli kar nabrati. Teh, ko bi rekel, razpisov, kakor so na občin, smo se vedno prijavljali, dobili. Kako me je bilo vedno strah, ko smo se prijavljali, če bi kaj pozabili, ne. Tako. Od začetka je bilo restriktivno zelo. Si pozabil kakšen dokument in Ja, je šlo ampak adijo. zdaj pa še bolj. Zdaj pa še bolj. Zdaj pa še težje dobiti denar, no. Imajo pač kakršna pravila imajo, ne, ampak zato se ne bom spuščal, je pa težje, no. Tudi tista sredstva, ki smo jih dobivali od občine, pač od občine, od države, v bistvu država pokriva to šport v občinah, ne.
lahko rečem, da je to mora biti za eno ali pa dve mednarodne tekme, če smo zelo varčni. Mi smo se jih podeleževali 15, 16, 14, vedno, vsako leto, ne. Če to preračunaš, je to kar zalogaj, ne. Kaj, to tudi starši potem Seveda, dajo svoj delež? tukaj pač, kar smo lahko pokrivali, smo vse pokrivali iz klubskega denarja, kar je bilo pa pač, da nismo mogli, da ni šlo skozi, so mogli starši pokrivati, ampak mislim, da je zelo malo v teh letih, no, da bi bilo tega pokrivanja, no. Kar je bilo pa recimo pač teh tekem, ki sva s Tilerjem delala, ne vem, nekje 11 tekem še na let, bi rekel, mednarodnih tekem, so pa v glavnem bili njegovi starši, pač breme na starših, no. Brez njih Ni. ne gre, ne? Ne. Tilen, zdaj seveda ti tudi že v službo hodiš o tem malce kasneje, ampak ko slišiš ti te vsote, bajne vsote, velike vsote, milijonske vsote, ki jih dobijo v drugih športih za podpis kakšne pogodbe, nogometaši, košarkarji, ne, tudi na kakih tekmah svetovnega pokala, v smučanju, skakanju. Zdaj ti si dvakratni svetovni prvak, ne vem, kolikokrat si zmagal tako v državnem prvenstvu, državni prvak, kot na teh mednarodnih svetovnih pokalih. Zaslužil pa bore malo, ne? Ja, jaz se s temi stvarmi niti ne obremenjujem več, s temi zaslužki. Očitno si na koncu vsak zasluži tisto, za kar dela, če tako razmišljaš, ampak jaz sem vedel, kak šport se spuščam in Da denarja ne bo, mi ni bilo motivacija, nikoli denar, zato sem vedno se še šolal zraven, gimnazija, potem faks, vedel sem, da bom mogel dobiti službo, ki mi bo prinašala nek vir dohodka. Nisem se zdaj obremenjeval z nagradami, je bilo super, ko sem kdaj kaj dobil, ampak to sem mogel res zmakati kakšen odprt mednarodni turnir, kjer so določene denarni budžeti, medtem ko pa za najprestižnejše turnirje, največje turnirje, finančnih kakšnih prispevkov ni bilo. Razen pokalov in lepih medalj, ne? Tako je, ja. Tale je z tega zadnjega svetovnega prvenstva, ne? Ja. Zdaj, da si prišel ti do 2 naslovov svetovnega prvaka, kolikokrat tedensko moraš biti na treningu? Vsak dan to pomeni recimo 6-krat tedensko. Ker drugače klub 3-krat tedensko, ne? Tako, uradno v klubu treniramo 3-krat tedensko. Ponedeljek, sreda, petek še kar? Tako, še vedno tradicionalni termini, kateri se jih držimo. V klubu 3-krat tedensko treniram z vsemi ostalimi. To je po 2 uri? Po 2 uri, 2-krat po 2 uri, 1-krat po 3 ure. Potem pa 3-krat tedensko še doma, oziroma v lastni režiji, to pomeni V garaži? v garaži ali pa na štadionu, oziroma na šolskem igrišču na Izlakah. V času korone, saj smo še kar, ne, ampak tistega prvega lockdowna je bilo pa lani. Zelo težko je bilo, ja. Jaz mislim, da se je tukaj naredila selekcija med tistimi, katerim je bila korona kriza super izgovor, da se pač nič ne da in se lahko enostavno polenijo in izgovarjajo na vse, kako oni nič ne morejo narediti in kako je vse zaprt. Tebe sem videl na izlaškem igrišču včasih, ki si treniral. Tako je, ja. Drugi smo se pač razmeram prilagodili v celoti. To pomeni, da smo treninge delali ali v garaži pri meni ali pa na igrišču. In ni to, niso isti pogoji, sploh zato, ker se je od države do države razlikovalo. Mi smo zunaj decembra, januarja, februarja zmrzovali praktično na minusu na igrišču, medtem ko pa kolegi iz kakšne druge države in gledamo slike, njihove objave, kako oni trenirajo v lepih dvoranah, praktično kot da ni nič. Pa ne sami. Tako. Torej, kar drži malce, ne, da se je ta zlata medalja skalila tudi v garaži.
Ja, za ta naslov se pa sploh lahko tako reče, že za prejšnje naslove, za prejšnje uspehe je ta garaža zelo zaslužna, ker enostavno si mogel imeti nek dodatne treninge 3x na teden za tak vrhunski nivo. Nikakor ni dovolj, tako da letos je pa praktično vse se naredili tam. Lahko v tem športu prešaltaš med profesionalce, obstaja to? V tem kickboksu? športu ne moreš narediti prehodov med profesionalce, ker v bistvu ni nekih takih turnirjev z takšnimi bajnimi nagradami, da bi lahko samo na ti se fokusiral. Torej, šola, kickboks, služba, kickboks, ne gre drugače, ne? Tako, ja. Torej, to je 8 ur zdaj delaš v Trbolah, Tako, v podjetju Trbolah v strojni Covid. firmi, podjetje Covid projekti. ki je tudi malce sponzor, ne, kluba. Tudi. Pomaga, ne? Tudi, ja, tudi pomaga, ker opazijo določene uspehe in splošno sponzorjev tako ali tako ni veliko. No, kako je bilo na tem zadnjem svetovnem prvenstvu v Italiji? Je bilo težko? Ja, bilo bi smešno spet, ko rečem, če ne bi bilo, ne? Ker je to tekmovanje najvišjega ranga. Ti si bil v V kategoriji, kategoriji do 79 kg. je to je, Prejšnji naslov sem osvojil v kategoriji do 74 kg. se ni dalo več? Nisem se držati želel, telesno težo. glede na to, koliko enih dejavnikov moramo gledati, koliko se podvržemo vsem različnim stvarem. Sem imel ta privilegij v bistvu, da sem na državnih prvenstvih zmagal vse moje težnostne kategorije, v katere sem šel, in potem sem lahko zbral v večjih kategorijo. težnostih skupinah Tako, na tekmuješ. državnem prvenstvu, ja. In sem jaz v bistvu po naravni poti, imam več kil, kot 74, imam jih nekje 76, 77. In Dalo bi se zbiti. dalo ne, bi se, ampak enostavno sem. Kako je to, savna? Savna je pa že, bom rekel, že Za tiste gori pol na koncu. kilograma? Savna že na koncu je že skrajna, ker savna ti na koncu veliko pobere. To moraš sistematsko se tega lotiti, z načinom prehranjevanja, moraš imeti Tehtanje je pa dan pred... 3 dni pred prvimi borbami. Aha, potem se lahko spet zrediš. Ja, nazaj. se lahko, ja. Ni Eni več grejo tehtanja. predvsej v ekstreme, ja. Eni grejo predvsej v ekstreme glede tega. Jaz sem sam pri sebi odločil, da se tega ne grem več, včasih sem tudi že kaj hujšo, nikoli kaj drastično, ampak enostavno hrano imam urejeno, da lahko pojem, kar želim, ne rabim gledati zdaj na zgornji vnos kalorij, lahko pojem pač, kolikor želim. Ker jo tudi porabiš, ne? Ja, porabim, ja, pa moraš In ne gre čez 79 kg. Ne, 79, čez 79 pa mislim, da še ni šlo. Aha. Se je že dotaknil 79 kg, čez pa še ni šlo. No in prva borba? Prva borba je bila z Kanačanom, nepoznan borec. V bistvu nobenega borca nisem dobro poznal, razen nekaterih, recimo iz moje generacije, ker 2 leti ni bilo, kar se večjih turnirjev tiče, oziroma kakršnihkoli turnirjev tiče, ni bilo nič. To meni prišli smo tja, sicer je bilo en mesec prej svetovni pokal na Madžarskem, Si bila zmagal? neka generalka, drug sem bil v še višji kategoriji, do 84 kg. To pomeni, da videl sem, da nekako sem v formi, ampak svetovno prvenstvo je pa spet čisto druga zgodba. Še toliko bolj deluje glava, psiha, mogoče se nam pokaže tukaj fizične predispozicije oziroma Mimogrede, fizična priprava. pomaga s to svojo umirjenostjo srečo zadaj za ringom. Ja, sigurno, kdor ga je videl med borbo, vidi, da ni nujno, da je skozi tako umirjen, da je treba kdaj povzdigniti glas, ampak to sigurno pomaga, ja, da ne delaš drame oziroma da se ne obremenjuješ, pa vznemirjaš tekmovalca po nepotrebnem. Pa ga slišiš? Ja, seveda. In kolikor vem, njegovi varovanci sprejemate, ne, njegova navodila. Ja, seveda, ja, saj trener vidi borbo iz druge perspektive in ti mu probaš zaupati in verjeti, da je to. In Kanačan je? Kanačana sem zmagal brez večjih težav, 9 proti -1, ker na koncu je dobil celo minus točko.
To pomeni predčasno. Tako, To je 10 razlike, To pomeni kako? 10 razlike, In je predčasen to- konec. Aha. Ja. Potem In šparanje energije za naslednji. Ja, nekaj takega. Potem je bila druga borba, je bil borec iz Gvatemale, prav tako ga nisem poznal, z njim se nisem obremenjeval. Šel sem na enak način noter kot proti Kanačanu. Je bilo to samo en dan? Ne, to je bil že drug dan, oziroma vmes dan premora, potem je bila ta borba. To z Gvatemalcem ni bil slab, ampak jaz sem bil pač bistveno boljši, zopet je bil rezultat 9 proti -1. Predčasno spet. Zopet predčasno. Sicer pa so 3. Sicer so pa 3 runde po 2 minute. Si čas ustavljal? Ja, ja, za torej določene neto stvari čas. ja, za določene Aha. stvari ja, drugače pa teče. Teče. Ja. Potem? Potem pa je sledil Madžar. Za Madžari Madžare so je bili včasih že za kakšnega izlaškega borca trd oreh. Ne? zelo neugodni so še vedno. Pri njih se dogaja precejšnja menjava generacij, ki je precej opazna. Tudi jaz sem imel v bistvu zelo mladega borca, kateri je prišel iz mladincev člane, ampak je bil že med člani najmlajših evropskih prvakov. To pomeni, da sem vedel, da me čaka težka borba. Vedno, ko proti tebi stoji Madžar, veš, da boš mogel dati vse od sebe, ker so zelo pretkani borci. In Je šlo? je šlo, ja. Borbo sem speljal mogoče malo drugače kot prejšnje dve, malo bolj sem delal z glavo, vedel sem, v začetku sem vedel, da takšne razlike ne bo, kot proti prejšnjima dvema. In se je borba odločila v zadnjih sekundah praktično. In kaj je to pomenilo potem? To je pomenilo, da sem tretjič v članskem finalu svetovnega prvenstva. Predtem je bila pa že medalja, ker za tretje mesto ni. Tako, za tretje mesto borbe ni. Imel sem že bronastno medaljo, ampak to ni to, moj ne. pristop, kamorkoli grem, je iti čim dlje, čim višje. No, finalno sem si pa tudi jaz ogledal, na spletu je bilo kar velika prednost, pa je potem malce lovil, ne? Ja, v bistvu je bilo v drugi rundi, sem si nabral malo prednosti, jaz je točkovno, niti ne vem točno, In kako si je že bilo. začel potem, ne vem, šparati to? Mogoče ne šparati, mogoče se mi je ta Ohraniti. malo večja prednost zdela, ne bi se mi zdela neka varnost. Sam osebno sigurno ne rečem, da sem se šparal, ampak očitno je psiha mi malo padla, naredil kakšno brezvezno napako. On je prišel že zelo blizu, ampak jaz sem do konca verjel, da do konca bom delal in da me bo rata to zadržati. Ampak To je on bil je dobil tekmovalec- zalet, jaz sem se mogel braniti. To je bil tekmovalec Iz Nemčije. Si ga poznal? Ne, nisem ga Ne. poznal. Je bil tudi mlajši. Je bil zelo razočaran potem? Je bil. Zelo zanimiva stvar je, da za njim je stal moj dolgoletni, bi rekel, konkurent iz Madžarske, Gomboš, kater me je poznal do nula. vsakega detajla. Ja. In sem vedel, da on ve o meni vse, da se je na mene zelo pripravljal, da je točno vedel, kaj delam, kaj ne delam. Ampak mu ni kaj dosti Ampak- mucalo, ne? Nekaj mu je že pomagalo, ampak sem tudi jaz malo spremenil svoj način borbe. Nisem vsiljeval čist svojega, ker sem imel oba precej podoben stil, oba sta bolj kikerja. In ja, se moja Kaj je to, taktika. kikerja? To pomeni, da sta dominantna z nogo, Aha. da je primarni napadi se naredijo z nogo. In z nogo v glavo je 3 točke še Z vedno. nogo v glavo je 2 točke, Če pa z obratom? medtem ko v skoku z nogo v glavo ali pa v skoku z obratom S tem- z nogo v glavo je pa 3 S točke. tem, da ne smeš pasti, ne? Tako, ja, moraš Potem ni, ne? Ne, Pa 2 sodnika od 3 morata pokazati, ne? tako, da dobiš ti točko, ja. Malce še vem, ne? Ja. Srečo, koliko si pa ti kaj živčen, ko spremljaš borbe? Zdaj deluješ zelo mirno, ne? Pa mislim, da je bil tudi Korošec, Bojan. Bojan je bil zraven, ja. Ne vem, če lahko povem. Pa sem, ne, seveda sem živčen, saj pač delaš
veš, da ima ogromno vloženega v to, mu želiš, da pač pride na vrh, ne. In imaš, seveda, imaš tisto psiho zadaj, kakor deluje, ne. Zdaj, kdo je bolj, ne vem, sem pa, ne, definitivno sem živčen, ne, mislim, da 5, ne smem pa pokazati. Te fajn ščrpa potem, ko je vse konec. Ja, se kar odvali en takšen kamen s prst dol, ja, da vidiš, da pač da je poplačan tisto, kar se dela, ne, kar je vložil, da ima vsaj neko zadoščenje, če drugega ni. V glavi, koliko teh naslovov svetovnih prvakov je že v klubu? No, vseh. Ja, Joj, precej, ne? veliko, ja. Od mladinskih, ne, do Seveda, mladinci, članskih člani, potem. ja, kar veliko, ja. Pa še potem Jaksa, pa Vako prej, ne? Ja, v bistvu Jaksi je bil samo eden, to je bil Jure Vetršek, ne. Potem itak nismo pa v Jaksi več tekmovali, smo samo v Vako še. Je pa tega, ja, kar veliko, ja. Je bil Tilen edini predstavnik iz Laškega kluba na tem svetovnem prvenstvu? Ja, edini, ja. Zagorjani so pa tudi bili, ne? Zagorjani so imeli samo Tino Baloh, ja. Ki je tudi osvojila medaljo, ne? Je bila tretja, ja. Tretja, ne? V borbah V borbah do, mislim, da ima 70 kg. tudi ena boljših bork, ne? Tako, tako. Očitno ta verzija Pondokan Je uspešna, ja. je uspešna. Še mogoče kateri drugi klub s to verzijo osvojil kakšno medaljo? Ja, mislim, da so Jastrebarsko, ta iz Hrvaške, klub, mislim, da so imeli neke uspehe, ne morem pa da reči. Daniel Kaj? te pokliče po takih uspehih. Kaj sledi še? Sledi, ja, pač dobimo na mail kakšen pač odgovor, ne. Zahvalo, Ja. da njegovo verzijo tako lepo Tako. delate naprej. Srečo, kaj je še pred klubom? Zdaj vsi nekako pričakujemo, da bo ta kickboks, taekwondo je že prišel, ne? Potem od juda so na olimpijskih igrah, zdaj na zadnjih zdaj je bil tudi karate, mislim, da ga ne bo več, ne? Kako pa je s kickboksom? Ja, mi smo pač Zdaj družina olimpijska je, ne? Ni pa Tako. na olimpijskih igrah še Ja, ta samo disciplina. je pač za 2028, ne, je pač takrat bo kickboksing na olimpijskih igrah. Potem so naslednje leto 2023 so Pariz? ne, evropske, Aha, kaj so to, olimpijske Evropske igre. igre, ja. Pod okriljem Olimpijskega komiteja je ta turnir. Evropske igre bojnih športov, no, nekaj takega to je že nekaj let poteka, ne? Tako, pa 2026 je kje že v Dubaju, v Kuvajti, je, kakor vem, mladinsko, tudi olimpijske igre so, nekaj na novo je, no. Tako da, zdaj, ko smo sprejeti kot olimpijski šport, upam, da nam bo zdaj lažje, vsaj medijsko prepoznavnost pa tako naprej, da se Tudi bodo mogoče pri dobili, financiranju, ne? Tako, pa pri Zdaj v Parizu, financiranju. zdaj naslednjih olimpijskih igrah Še ne sodelujemo, ne. Še ne, ne? Ne. Potem so pa Amerika, ZDA, Ja, tako, naslednje tako, po Parizu, ne? tako. In takrat pa boš pa ti star že takrat 35 let. in Pardon, in še vedno ne bom delal nobenih napovedi. ja, se. Glede tega, pa res. a bom tam kot tekmovalec ali kot kakšna druga vloga, če bom sploh tam. Ja. Tako da se bom vzdržal teh komentarjev. Je zelo daleč, ne? Ja, zelo daleč je, prvoščem pa vsakmu, sploh mlajšim generacijam, za katere je ta cilj še bolj realno uresničljiv, da jim uspe in da imamo čim več predstavnikov tam. So za tabo v klubu, ki že dosegajo dobre mednarodne uspehe? Sigurno so v klubu od mlajših, da bi rekel, da mlajših kadetov, starejših, sta pa zelo perspektivna tudi dva mladinca, Klemen in Tomi, s katerima dvema sem cel koronski čas treniral, smo trenirali skupaj. Bila sta prisotna z mano praktično na vseh treningih, zelo sta v bistvu in dobro fizično pripravljeno,
za svoje leta, imate tudi precej pošlihtano v glavi, kaj so prioritete, rabite nekaj sam še izkušenj, pa malo umiriti glavo za te večje turnirje, za še večje dosežke, pa lahko marsikomu kaj uspe. Sploh, ker ste v teh letih, ker se lomi, ker najstniška leta, vsi vemo, da marsikdo bi lahko rekel zabrede. Ne, ona dva sta zelo resna, kar se tiče treningov in ne išče nobenih izgovorov. Koliko pa je ta čas teh, ki aktivno trenirajo kickboks na Izlakah? Kako? Koliko je teh aktivnih športnikov, ki trenirajo? Veloklubi. Ja. Mislim, da jih imamo nekje 35. Se to, kaj pozna zdaj v tem korona času, je kaj menj? Boljš. Je boljš. So otroci komaj čakali. Ja, tako. Kljub temu, da smo bili zelo omejeni, mislim, da 8 mesecev sploh nismo mogli delati lansko leto. Od aprila pa do konca leta skoraj nismo imeli telovadnice na razpolago. Tudi potem, ko so že šole delale, ne? Tako, in ko smo spet dali dopis, da je telovadnica spet odprta, se jih je kar veliko, dosti velikem številu vrnili nazaj, ne? Tako da bi rekel, da je to kar zelo dobro, no, mislim. Včasih vem, da niso bili samo Izlačani, Izlačanke, tudi Izvač, Litijske občine. Kako pa je danes? Ja, danes je še kar isto, recimo tudi hodita dva dol gor iz Peč, ne, iz Kisovca, pa iz Mlinš, pa mislim kar res kar velik del pokrivamo, no. Sprejemate pa že tiste malčke, ne? Ja, začnemo tam nekje pri 6 letih. Tam imajo več igre? Tako. Ampak še vedno ta železna disciplina, ne? Pozdrav trenerju, pozdrav telovadnici, ne moreš kar iti ven iz telovadnice, ne? Iz vadbišča. Ne. Ni to tako na fuzbalu, ne? Ne, ni. Pa zakaj je to tako? Je to pač v tem borilnih športih? Tako, pri borilnih športih spoštuješ prostor, ki ga imaš na razpolago, spoštuješ nasprotnika, spoštuješ trenerja, spoštuješ vsakega človeka, no. In Srečo, ko se ti pojaviš na treningu, ne, pa trening že poteka, ti si z najvišjim pasem, ne, črni pas, 6. dan, če se ne motim, se obrnejo proti tebi, ne, te pozdravijo. To je to vedno, ne, ti pa njih, ne. Tako je, če pa pride Alvis Miklavčič, potem se njega pozdravi. Se njega, ne, on je tisti, ki ima najvišjo stopnjo. Tako. Ti imaš tudi že, si že tudi mojster, ne, te borilne veščine. Ja, ne samo svetovni prvak. Tako, ja, črni pas, drugi dan. Za črni pas vem, da je bilo čas treba, ne vem, eno desko prelomiti. Ja, še vedno z roko. Še dali težji načini so, ne, zdaj začneš že za rjavi pas se lomi deska, z recimo najbolj osnovnim udarcem. Je doma že malo pripraviš? Ja, ni, ne? Vsaj. Ampak ni treba. Če narediš udarc tako, kako ga znaš narediti, gre. Ja. Zdaj eno je z obratom, pri obratih je taka zadeva, da je še tukaj bolj neka motorika, koordinacija, da ti res zadaneš čisto sredino z nogo, plus v skoku. Pri roki je pa taka stvar, da moraš pravim delom udariti, da se ne smeš ustrašiti, ne smeš imeti mehke roke, ker če ne, te zelo hitro lahko boli še prej kot nogo. Ampak za tiste črtice dneve na pasu pa potem, kolikor vem, ni treba več izvajati, ne? Je to bolj častno potem naprej? Do tretjega dneva si ti v bistvu še vedno vadeči, si vedno tekmovalec, potem si že trener. Tako da tretjega dneva se normalno morajo izvajati vse tehnike, samoobramba, kate, svoja kata, street fight, se pravi ulična borba, plus deska na tak težek način. 101 način. 101, ne? Za 6. dan pa potem že ne, ne? Ne. To je pa potem že čast, ne? Tako je. Ne, pa za zasluge? Ne, to je delo. To je delo, ker si v klubu z učenci in tako naprej, ne. Recimo, Tile ne more nadaljevati lahko, on bi že si ga že zaslužil. Bi že mogel, ne. Pač to je potem
za vsak pas imaš določeno število ur predpisanih, to govorim od črnega pasu naprej, ne, od prvega dneva. Kdo to piše? To je napisano v programu Pa kdo to Pondokvan. vodi, to Kdo evidenco? ure piše, ja, to jaz pišem vedno. A to Ja, še vedno, ne? še vedno. To je še vedno vse računalnik. Se pravi, je določeno število ur, ki jih moraš narediti z učenci. Se pravi, za črn pas moraš delaš z učenci od rumenega do zelenega pasu, črni prvi dan delaš z učenci od zelenega do recimo modrega pasu in tako, vse je napisano v programu, ne, kakšno. In potem lahko šele napreduješ, ne, prej ne moreš. Prej ne. Nič ne dobiš podarjeno, no. Nekatere je včasih malce zmedlo, karate klub, ne, Pondokvan iz Lake, ne kickboksarski klub, Ja. ne, ker čeprav, ne, kickboks je tudi, ne vem, je predhodnica je karate, kako? Zakaj karate klub? Ne. Kickboks je samo, bi rekel, zvrst, v kateri tekmujemo. Aha, Karate klub je pa zato, ker mi smo borilna veščina. Borilna veščina je tekvando, je Pondokvan, je šotokan, je budokaj, je kung fu, je ne vem, Ja. aikido in tako naprej, ne. To so borilne veščine. Kickboksing je pa samo, bi rekel, lahko vzame to, kar sem zdajle naštel, v eno zvrst in tam noter tekmuješ v tem, ne. To je, bi rekel, pač pravila. karate klub, potem se je takrat kaj razmišljalo, zakaj karate klub? Ne, nič. Ja, ne, Pač- zaradi tega vidika sem dal karate klub, ker je pač borilna veščina. Jaz ne morem dati kickboksing klub, ker mi imamo sistem, ne. Nekdo, ki nima sistema, ko ne trenira, ker so tudi taki klubi, ko ne trenirajo po sistemu, ne, ga nimajo sistema, pač oni lahko napišejo Aha. kickboksing klub. Mene Če bi to dal pa pač- klub borilnih večin, je pa že v Zagorju, ne? klub borilnih veščin, lahko bi dal klub borilnih veščin, saj nismo iz Lake, ne. Ja. Ampak se je pač tako Pač- odločilo, ja. Tako sem Ne, se takrat včasih odločil, vem, da je kdo, aha, to so pa karateisti. Ne, 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 kickbokseri, ne, oziroma tudi Pondokvan, pondokvanci, ne. ja, tako. Kaj rečejo, da ste pondokvanovci ali kickbokseri? Fajterji, Ja, fajterji, ne. To je to, ne. Ja. Ja, ampak fajterji, ki se lahko borijo samo še vedno Na treningu in na tekmah. na tekmah. Ja, to je pa jasno. Še vedno disciplinska, Vedno. izključi Tako. vsakega, ki razen v kakšni samoobrambi, ne. Ja, pa še tam moraš se kontrolirati, kaj narediš z nasprotnikom. Ker je ker si- hitro ker si zlomljena ne- roka, Ja, ne. ne, ker si natreniran. Ne, Preveč, on ja. ni, ne, pač. Ja, On ni natreniran, ti si natreniran, ti veš, kaj lahko narediš, kaj ne smeš narediti. Ne. ja. Ker če se včasih malce pohecaš, gre hitro lahko roka, ne. Tako, tako. Ja, to so pa res te hitre gibi, ne, Ja. prijemi. Od malčkov že, ne, kar težko verjameš, ne, Ja. da je to tako. Srečo, imaš ti še energijo, zdaj si pa res že 30 let skoraj da že v izlaškem klubu, pa od 82. leta, ne, v tem športu. Ja. Je, Imaš, ne? je, sej pač Zdaj tudi v reprezentanci deluješ, ne? tako. Kaj pa si v reprezentanci? Sem pomočnik selektorja za point fight. Mislim, pomočnik. Pač zadolžen sem za point fighting, ne. Oziroma včasih je bil vsemi kontakt, zdaj point fighting. Ali pa se pol reče. kontakt po slovensko, ne? Jaz sem zadolžen za to disciplino, ne, ker imamo noter še, smo 3 trenerji, eden je poj za light, potem za kick light, pa za full, ne. Imamo pač razdeljene Razdeljeno. discipline, vsi smo pa pod selektorjem, ne. Selektor pa je Bojan Korošec. Bojan Korošec, tisti, ki smo ga že prej omenila. Tako. Vladimir Siter je pa še vedno predsednik Kickboksing zveze. Slovenije. Je kdo tudi v zvezi strani kluba včasih? Ja, zdaj je Urška Dolinšek, ki ti dan prej ni omenil, tudi včasih pride še na trening nazaj malo pogledat. Mislim, da je bila tudi na sprejemu na izlakah. Ja. ne? Tako je, ja, moja No, napaka. ona je predsednica disciplinske komisije v Kickboksing zvezi. Aha. Ona je tudi, mislim, da diplomirala iz kickboksa, ne? Tako. Mislim, da FDV. nasilje v kickboksu ali pa nekaj takšnega. Ja. Se spomniš?
Česa, diplomiranja ali Urška na treningu? Iz česa je diplomiral? Ne, točno nisem vedel, vedel sem pa, da je kickboks. Pa mislim, da je tudi Vladimir Sitar tudi iz kickboksa, ne, da je kar nekaj. Ti nisi iz kickboksa še diplomiral, si pa že trener tudi? Tudi že trener, ja. Že pomagaš? Tako je, v bistvu jaz v klubu istočasno treniram z v bistvu temi najboljšimi, najstarejšimi borci, bi rekel. Z malčki ne? Z malčki pomagam občasno, Milošu pri tem, drugače pa lažje Miloš ima pa treniram. kar, se mi zdi, ne vem, takšno voljo tudi s temi mlajšimi delati. Včasih si grem kakšen trening gledati. Ja, neverjetno voljo in ima Potrpljenje. zadeve tudi pošlihtane, ja. Neverjetno, kako vse te razigrane otroke, ko bi delal vsak nekaj po svoje, še vedno znaš umiriti, da delajo vsi enak in po tvojo komando. Po tolikih letih, ne, se še ni naveličal, ne, Srečo? To pa je ena mirnost, ne. Tako. Moraš imeti to v sebi, ne. Ker če se jaz spomnim včasih kakšnih treningov na nogometu, ne, povpitja trenerjev pa zmerjanja, tu tega ni, ne. Ne. Pa v tistih mojih časih vem, da smo šli s svojim avtobusom, ne, na kakšno tekmovanje, tudi smo se kje ustavili na kakšno kosilo, alkohola ni bilo, ne. Ne, tudi zdaj ne. Še vedno ne, ne. Tako je. Ti tudi držiš se tega? Seveda, ker je priprav za te turnirje, kakšnekoli turnirje, ki jih je veliko, ko je proces treninga, se vzdržiš vsega tega, po koncu si lahko kaj privoščiš, ampak drugače so pa te zadeve privat, pa bi rekel šport čisto ločene. Tako. Imaš kakšno priznanje tudi strani Slovenije? Dobil sem že priznanje strani Olimpijskega komiteja za vse uspehe na evropskih pa svetovnih prvenstvih. Imam priznanje strani Boruta Pahorja, enkrat so nas je povabil v svojo palačo, če lahko rečem. Drugače pa tudi imam občinsko priznanje, katerega sem dobil na občinskem prazniku. Srečo, ti tudi že kaj priznanj? Ne. Ne še? No, upam, da bodo tudi ta priznanja prišla, čeprav se mi zdi, da zate največja priznanja so te pokali pa medalje, ki jih prinašajo tvoji športniki. Prosti čas? Prosti čas, kakor ga jaz izkoristim s svojimi najbližjimi, sem enostavno, ker sem drugače bil precej odsoten, sem pa precej red doma, ampak gremo vse red v hribe, rad grem pa tudi okoli na sprehod, se podružiti s kakšnim živalmi, če sem včasih govoril, da je Še vedno? neke živalske knjige berem ali ko, zdaj sem raj se družim s pravimi živalmi. Čas pa nastopaš tudi kje v kakšni oddajah, zdaj si bil na Planet TV-ju, nismo še videli, vemo pa že, da si bil tudi v oddaji Petek zvečer, ne, ker si predstavljal zagorsko občino skupaj s Špelo Režun. Tako je, jaz Vladem Špela Poredošem. Režun in Ne bomo povedali, ne, kakšen rezultat je bil. ne bo povedal. Ampak je bilo pa fajn, ne? Je bilo fajn, neka druga zadeva, vidiš nek drug nivo. Zdaj to oddajo gledaš, ne? Ja, po tistem sem začel gledati, malo pred tistem, da vem, zakaj se gre. In kdaj bo to? To bo 17. decembra v petek ob 8. zvečer. Ja, kdaj? V petek, ne? Ja. Srečo, ti si bil na tem snemanju? Ne. Boš pa verjetno si ogledal, ne? Bom se ogledal, seveda. Mogoče še kaj čaka do konca leta, zdaj Kutina je bil ponovadi tam božični. Ja, Kutina je zdajle... Še vedno? Mislim, da je ta teden. Je še vedno isti hotel? Ja, je, sam... Je urejen zdaj, bojiš? Je urejen, ja, pa mi tudi ne bomo šli, pač Ne. glede teh situacij se zdaj pa potrdila to pa ono, pa ne veš, kakšne situacije se bomo vzdržali tega. Maj men turnirju. Tako. Izlaški turnir ste pa letos poleti organizirali? Ne, ni bilo tudi pa ne? lansko leto tudi ne, pač v teh časih je, ker je tudi to s financam povezane, pač si ne upamo tega narediti, ne. Bili so pa vedno dobri pokali, ne? Ja, Zanimivi. ja. No, vse ko bo situacija boljša, bomo sigurno nadaljevali. Še vedno rdeče uniforme, rdečo-črne? Še vedno.
tiste barva od Vedno. takrat, to je pa reprezentančna, To je ne? naš zaščitni znak. In bo to ostalo, ne? Kdo pa je ta logotip borca izdelal, klubski logotip? V bistvu je ta sredina je Pondoqvan, ne? Aha. To je znak Pondoqvana, okoli sem pa jaz naredil. Si kar računalniški mojster, ne? Ti Ja, gre, ne? malo obvladam, no. Aha. Zdaj, vem, da je hčerka trenirala, pa vem, da Miloš še vedno, ne? Imaš že tudi vnuke, ne? Ja, ki tudi že? trenirajo. A ja? Ja, A je to vnukinja? oba. Oba trenirata. Tim in Taja, ja. In? Ja, pa kar, bo. Bo. Ta prava, iz ta pravega testa. Če bojo šli po poteh Simone, potem bo. Ne. Jaz se Simone je bila tudi državna Simone je bila prvakinja kar, v ženskih Tudi, ja. konkurencah, ne, kar Ja. nekaj časa, ne. Ti še nimaš, ne, naslednika? Ne, nimaš. Ne, še ne, še čas, ne, Ja, seveda. do olimpijskih iger, ne. Ja. Ja, hvala vama za pogovor. Jaz sem prepričan, da bomo še kakšno rekli. Mogoče čisto na konec si bil vesel nad sprejemom, ki so ti ga pripravili, ki smo ti ga pripravili na Izlakah, na igrišču, nekaj se jih je kar zbralo. Ja, glede na vreme sem bil hvaležen praktično vsakmu, ki me je prišel sprejeti, podpreti, mi čestitati. Res je bilo videti od vseh, da ste se trudili tak sprejem organizirati. Konec koncev je bila tudi godba, katere sem bil prvič deležen, da je igrala zame. In je dober občutek. In to je tista godba, ki zdaj po Evropi s filmom nastopa, ne? Ja, Matevža Luzarja, ne? tako. Zagorski godbeniki, ne? Tako da ni to kar tako, ne? Tako da ja, tudi inštrumenti niso zmrznjeni, so precej dobro delali. So delali, ne? Ja. Župan je pa tudi prišel, ne? Tako. Tako. Sta oba dobila tudi simbolično priznanje, ne? Ti pa? To, zagorsko, ne? Tako je tisto sponko, ki je bila v bistvu ena prvih najdenih na tem koncih in ima precej velik pomen. In gospod župan je rekel, da je to samo najboljše, da dobijo ta daril, tako da se mi je zelo fajn zdelo. No, lepo. No, meni pa tudi včasih, da si bil z najboljšima, ne, v tem tvojem stanovanju. Hvala vama, hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.